Pozdravljeni. Zdi se, da je minuli mesec junij bil eno samo praznovanje. Občina Ormož je praznovala svoj 6., sosednja občina Sveti Tomaž 19. občinski praznik, krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu pa že 60. krajevni praznik. Osrednji dogodek praznovanja v Miklavžu pri Ormožu je bila proslava, kjer so zaslužnim krajanom podelili 2 posebni priznanji ter bronasto, srebrno in zlato plaketo krajevne skupnosti. Proslava se je začela s parado vseh društev v krajevni skupnosti, s postankom pred spomenikom padlim domačinom v II. Svetovni vojni ter s pozdravnim nagovorom domačinke. Niti starejše, niti mlajše ali prihodne generacije se ne smemo sramovati tega, da je za praznik krajevne skupnosti bil izbran 24. junij. Spominja dogodek v polpretekli zgodovini, ampak ga s spoštljivostjo tudi praznujmo. Zapisu Narodnoosvobodilno gibanje pri Miklavžu, krajana in odličnega nekdanjega šolskega nadzornika Franca Karbaša beremo, citiram: V drugi polovici junija 1944 je sporočil kurir okrožnega komiteja Osvobodilne fronte, da moramo pri Miklavžu ustanoviti krajevni odbor Osvobodilne fronte. To se je zgodilo in 24. junija 1944 so izbrali 6-članski odbor Osvobodilne fronte. Člani so bili Karbaš Franc, Simonič Mara, Mlinarič Janko, Karbaš Milenka, Krakar Ela in Rojko Peter. Imeli smo redne stike s partizani, jih priskrbovali z raznimi življenjskimi potrebščinami, jih obveščali o delovanju Nemcev in o tukajšnjem stanju nemške vojske. Kot spomin na ustanovitev odbora Osvobodilne fronte smo pozneje določili 24. junij Ivanovo kot miklavški krajevni praznik. Konec citata. Venec k spomeniku je položila domačinka v spremstvu še 2 domačinov ter predsednika krajevne skupnosti in župana občine Ormož. Nato se je dogajanje preselilo v Miklavški dom kulture. Lepo mi
Bogat kulturni program, ki so ga pripravili miklavški šolarji, njihovi mentorji in vrsta domačih kulturnikov, je skozi besedo in glasbene točke prinesel spomin na bogato zgodovino kraja in izpostavil nekaj pomembnih mejnikov v razvoju skupnosti. Slavnostna govornika na proslavi sta bila predsednik krajevne skupnosti Boštjanko Sanč in župan občine Ormož Danijel Vrbnjak, ki sta med drugim dejala: Letos praznujemo 60 let krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu. In to je častitljiva obletnica. 60 let ni le številka, je zgodba ljudi, ki so z roko v roki gradili boljše pogoje za življenje, ki so urejali okolje, postavljali temelje kulturnega, športnega, družabnega življenja. To ni zgodovina na papirju, to so vaše zgodbe. Zgodbe prostovoljcev, delovnih akcij, dogovorov, včasih tudi nesoglasij, ampak vedno z enim ciljem, da Miklavž napreduje, da živi. Pred 60 letmi, ko so ljudje razmišljali okrog krajevnega praznika, ko so se zgodili določene mejniki kraja, zakaj to storite, so razmišljali z vsemi dejanji, z vsemi dogajanji, kaj bodo storili za kraj in nekako ustvarili prihodnost, ki jo sedaj živimo mi. To prihodnost, kolikor želi kraj živeti, želi ustvarjati in podoživljati tudi naslednje visoke obletnice, smo odgovorni do tega, da poskrbimo mi za to skupnost, za ta kraj Miklavž pri Ormožu in da bomo skupaj ustvarjali še naprej složno v sodelovanju, tako kot smo do sedaj. Župan je v nadaljevanju krajevni skupnosti Miklavž pri Ormožu oziroma predsedniku izročil jubilejno priznanje. Gre za posebna občinska priznanja, ki jih občina podeljuje inštitucijam ob častitljivih jubilejih. Višek proslave je bila podelitev priznanj zaslužnim krajanom. Predsednica komisije za priznanja Irma Murat, predsednik krajevne skupnosti in župan so letos podelili 2 posebni priznanji ter bronasto, srebrno in zlato plaketo krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu. Posebno priznanje je prejel Anton Sever iz Kajžarja za dolgoletno aktivno delo v prostovoljnem gasilskem društvu ter v društvu upokojencev ter sodelovanje pri skupini ljudskih pevcev. Je pa bil tudi aktiven član krajevnega odbora Rdečega križa Vinski Vrh in vedno rad pomaga sokrajanom. Posebno priznanje je prejel tudi Silvo Kralj, dolgoletni član prostovoljnega gasilskega društva Hermanci, kjer se je izkazal že v času svojega pionirskega udejstvovanja in danes kot operativec. Veliko je pripomogel pri izgradnji gasilskega doma v Hermancih, vedno pa se je tudi rad izobraževal in svoja znanja rad prenašal na mlajše gasilce. Bronasto plaketo krajevne skupnosti je prejel Marjan Valenko, ustanovni član društva starodobnikov Miklavž pri Ormožu. S svojim starodobnim traktorjem se rad udeležuje tekmovanj v oranju na stari način in tako veliko prispeva k razpoznavnosti društva in tudi domačega kraja. Srebrno plaketo krajevne skupnosti so namenili Antonu Štruclu, pobudniku za ustanovitev športnega društva Mladost leta 1995, ki letos praznuje 30 let delovanja. Bil je prvi predsednik društva in to funkcijo opravljal kar 12 let. Anton Štrucl je tudi glasbenik, ki s svojim uspešnim muziciranjem navdušuje vse generacije poslušalcev. Zlato plaketo krajevne skupnosti so podelili domačemu športnemu društvu Mladost, ki letos praznuje 30 let delovanja. Gre za aktivno društvo, v okviru katerega deluje vrsta sekcij. Šteje 90 aktivnih članov in se že vsa leta delovanja prizadeva sokrajanom omogočiti najboljše pogoje za aktiven šport in rekreacijo.
V okviru občinskega praznika občine Ormož je v Ormožu tradicionalno potekal dan gospodarstva, ko so razglasili najpodjetje v letu 2024. Razen tega pa so razglasili tudi zmagovalce natečaja Ideja v akciji Ustvari svoj produkt, ki je namenjen osnovnošolcem in dijakom. Prvi del prireditve je bil namenjen razglasitvi rezultatov natečaja, ki sta ga za osnovnošolce in dijake razpisala Razvojno-raziskovalni center in občina Ormož z naslovom Ideja v akciji Ustvari svoj produkt. In sicer z namenom spodbujanja ustvarjalnosti in podjetniškega razmišljanja med mladimi. Natečaj in tovrstno spodbudo mladim je uvodoma pozdravil župan. Dejstvo je, kar se moramo priznati, v zadnjih 4-5 letih smo prodali 40 hektarov zemljišč za samo industrijsko cono. Jaz mislim, da so to veliki podatki za eno občino, ki ima 12.000 prebivalcev. Konec koncev v letošnjem letu bomo tudi za dobre 4 milijone evrov otvorili tehnološki park. Jaz mislim, da smo na dobri poti, kar se tega tiče. Zelo pomembno pa je to, kar se dogaja v teh prvih pol urah, kajti konec koncev vsi ti mladi podjetniki, vsi ti podjetniki, ki prihajajo na podjetniško pot, ki želijo priti od točke A do točke B, so pa sigurno tisti potencialni kandidati, ki bodo lahko polnili naš tehnološki park, ki se bodo kasneje tudi udejstvovali v naših industrijskih conah in konec koncev doprinos na samem področju gospodarstva napravili v sami naši občini. Jaz bi že naprej iskreno čestital vsem tistim šolam, ki so se vključili v ta podjetniški natečaj, ki bodo nam predstavili ideje. Se že veselimo, da vidimo, kakšne so te podjetniške ideje. Mogoče pa je res kaj uporabnega, da kupimo in zaželimo. Osnovna šola Ormož je predstavila podjetniško idejo oziroma izdelek Tihobox. Gre za zvočno izoliran boks za hišne ljubljenčke z masažno blazino, prezračevanjem in mobilno aplikacijo. Namenjen je zmanjševanju stresa pri živalih med nevihtami in poki. Dijaki gimnazije Ormož so predstavili projekt SafeShip, ki pomeni digitalno rešitev za zmanjševanje števila neprevzetih paketov v spletnih trgovinah. Temelji na pametnem šifriranju in sistemu za blokado pošiljanja, kar pomeni, če enkrat zavrneš paket, leto dni več nimaš možnosti izdelka plačati po povzetju. Učenci osnovne šole Ormož so predstavili Smetkobot. Gre za robota v velikosti traktorske kosilnice, ki je namenjen za čiščenje javnih površin, ki samostojno ločuje in stiska odpadke, deluje na sončno energijo in ga je mogoče upravljati z aplikacijo. Med inovativnimi idejami mladih je komisija 3. mesto dodelila ideji za Tihobox, 2. mesto ideji Smetkobot in 1. mesto inovaciji z imenom SafeShip. Sledila je predstavitev nominirancev za najmladega podjetnika 2024. Začetek moje poslovne poti ni bil lahek, ampak ko sem začela svojo poslovno pot, sem se zavedala, da to pot na dolge proge z vzponi in padci. Naše podjetje je v letu 2024 lansiralo svojo blagovno znamko Giovanni for Friends, ki je zaščitena na evropskem trgu. Naš prvi produkt je premium vodka, ki je pridelana iz lokalno pridelanih žit. Naša znamka je zaščitena v več kategorijah, tako da v prihodnosti še želimo imeti več izdelkov pod našo blagovno znamko. Vsi izdelki bodo primerni za druženje s prijatelji, saj naš moto je ustvarjeno s prijatelji za prijatelje. Naša glavna vizija pa je, da naredimo neko skupnost, kjer se podpiramo lokalni obrtniki. Od prodaje pa še želimo ustvariti finančni sklad, ki bo podpiral otroke iz socialno ogroženih družin. Na vztrajnost, potrpežljivost, notranjo moč, ki jo skozi podjetništvo prav zagotovo razvijaš. Na začetek poslovne
je bil skromen. Svoje izdelke sem začel mešati doma. Šele potem smo šli v laboratorij, tudi prodaja preko spletne trgovinice je bila na začetku majhna. Tako da počasi smo nadgrajevali, oziroma še nadgrajujemo. Smo Silki in ukvarjamo se s proizvodnjo istoimenske kozmetike za lase. Imamo balzame, imamo šampončke, imamo take ročno izdelane skrančije, tako da v bistvu svoje poslanstvo posvečamo izdelkom za nego las. Naši načrti za prihodnost so veliki, radi bi še razširili še v druge države, predvsem pa, da dobimo za začetek kakšno slovensko drogerijo, kakšno verigo, da bomo dostopni še v večjem številu ljudi. Na naši poslovni poti smo zaenkrat najbolj ponosni na to, da smo sodelovali v projektu Štartaj Slovenija in da smo prisotni v bistvu skoraj v vseh šparih po Sloveniji. Tako da bi rekel, da za nekoga, ki se je peljal brez katerihkoli vez, je to kar dosežek. Začetek poslovne poti je bil v bistvu v Turčiji na eni nogometni tekmi slovenske reprezentance do 21 let, kjer delujem kot fizioterapevt. In sicer tam sta dva nogometaša po tekmi vrgla svoje nogavice v smeti, kar mi je bilo zelo nenavadno. In po malo poizvedovanju, nekaj vprašanjih in opazovanju sem ugotovil, da bi bilo smiselno v bistvu narediti nogavice, ki bi pokrile vse težave, ki sta mi jih dva naštela. In to je potem privedlo do tega najbolj popularnega produkta, ki se zdaj prodaja, to je pa StarSox 3.0 model. Izdeluje se na Hrvaškem, kjer se v bistvu po mojih navodilih izbirajo materiali, šivi, lokacije šivov, debelino. Moje podjetje se ukvarja z grajenjem lastne znamke športnih nogavic StarSox, ki so pa posebne v tem, da so preko mojih izkušenj kot fizioterapevt in opažanj pri profesionalnih športnikih so v bistvu narejene tako, da zaščitijo najbolj kritične dele, kjer se povzročajo žulji. Načrtov za prihodnost je kar nekaj. Mogoče najpomembnejši so prihod v dve trgovini s športno opremo, da bi lahko na policah našli StarSoxe, potem podpisati oziroma dogovoriti se z 5 športnimi klubi, da bi StarSox postal njihov opremljevalec. Dva, bomo rekli, pod narekovaji skrita cilja, pa sta prodleti na dve dokaj novi športni discipline, kateri pa naj zaenkrat ostane ta skrivnost. In zmagovalec je StarSox Miha Magdič, SP. Ostala dva nominiranca Donašop d.o.o. in Silki d.o.o. sta prejela priznanje za uspešnega mladega podjetnika. Sledila pa je predstavitev nominirancev za najpodjetnika 2024. Gre za podjetja, ki izstopajo po odlični bonitetni oceni, prihodkih in dobičku. Moja podjetniška pot sega v 90. leta. Začel sem z samostojnim podjetništvom. S časoma, ko sem ugotovil, da me samostojno podjetništvo omejuje, glede nekih stvari, sem se odločil ustanoviti d.o.o. Poslovanje je bilo takoj lažje, odgovornost je bila drugače razporejena in do današnjega dne, da sem preživel v celem sistemu, smo si morali narediti še nemško podjetje, pa hrvaško in tako zdaj poslujemo, pa se ohranimo na trgu kljub globalnim problemom, ki se dogajajo v svetu. Smo podjetje, ki se ukvarja z elektroinštalacijami na večjih poslovnih objektih. Prisotni smo večinoma na evropskem trgu, največ področje Nemčije. Projekt imamo tudi na Madžarskem z
manjšimi elektrodeli se ne ukvarjamo zaradi druge logistike dela. V Sloveniji nismo prisotni zaradi stvari, ki se dogajajo, pa slabega poslovnega okolja. Upam, da se bo časom to spremenilo in takrat se bomo z veseljem vrnili. Skupaj z kooperantskimi podjetji nas je v sistemu 30 monterjev, 5 članov uprave. Naša razvojna pot gre v tej smeri, da si napravimo sistem podjetij, ki bodo sodelovali skupaj, kajti eno podjetje samo na trgu zelo težko preživi, ko nastanejo problemi. Ormož poznam približno 7 let. Ko sem prišel v te kraje, je bilo kot mesto dolgov, tovarna sladkorja zaprta, kariera delala na minimumu, pa vse je bilo tako, da se bo zaprlo, na koncu se je zaprlo. Kaj se po zadnjih 5 letih dogaja, pa ne morem verjeti. Ormož, zacvetel, imamo trgovine, proizvodnje, ki poslujejo, ne morem verjeti. Jaz mislim, da so pravi ljudje na pravih mestih, pa znajo to usmerjati, da sistem funkcionira. Začetki našega podjetja segajo v leto 1993. Ustanovitelja sta bila Marjan Petek in Alojz Vidovič, ki sta prej delovala, sta bila sodelavca, pa sta se odločila za samostojno pot. Začetki so bili v bistvu samo 2 zaposlena, potem so povabili v sodelovanje tudi Avtomoto društvo Ormož in potem pa je podjetje z leti raslo. Pot Alojza Vidoviča pa Petek Marjana nadaljujemo mi tudi z Cvetko. V bistvu podjetje je ostalo v družinski lasti. Glavna panoga našega podjetja je šola vožnje. V preteklosti pa smo se tudi ukvarjali z snemanjem na terenu, tudi trgovino smo imeli, sedaj pa smo najbolj prepoznavni po naših srebrnih vozilih, s katerimi se opravljajo vozniški izpiti, tudi imamo več drugih kategorij, v bistvu vse kategorije razen za avtobus. V šoli vožnje imamo zaposleni 10 rednih učiteljev vožnje in predavateljev. Imamo tudi 2 pogodbena. V zadnjem času smo kar razširili našo ekipo, tako da moram povedati, da pri nas nekaj čakalnih dob na vožnje ni, kot je bilo v preteklosti. Načrte za prihodnost, zdaj neke dodatne razširitve v druga večja mesta ne načrtujemo, ker nam v tem trenutku razpršenost ne bi prišla prav. V pripravi je namreč nov zakon, kjer se bo cel vozni park dejansko skoraj zamenjal. Kandidati se bodo več kot polovico programa usposabljali na pozivi z avtomatskim menjalnikom, tako da se bomo bolj posvetili tej investiciji. Pogoji za podjetništvo v Ormožu vidimo, da se dela na širitvi podjetništva, kar se kaže z odpiranjem novih delovnih mest. Za nas posledično to pomeni, da so dejavnosti, ki rabijo nove vozniške izpite za C, CE ali B kategorijo. Vsekakor je potem tudi okolje bolj prijazno za družine, da ostajajo. Zelo značilna je kategorija A, kjer se nekje v srednjih letah še vedno odločajo, da opravijo tiste sanje iz mladostniških let, pa dejansko pripomorejo k potencialni novi potrebi kandidatov. Ja, naše podjetje je ustanovljeno leto 1998. Začetki podjetja pa segajo leto 1991. Takrat, ko smo z mamo začela doma v hiši z majhno trgovino 6 kvadratov. Začetki so bili težki, ker tudi denarja ni bilo, krediti, tak pa tak. Mala trgovina, ampak delo je bilo lažje in boljše kot pa danes v teh razmerah, v tej konkurenci in
v tem vsem. Se pravi, začetki poletja niso bili lahki. Potem smo se preselili v center Marov. Tam smo imeli približno 300 kvadratov, tam smo imeli objekt v najem. Zatem v tem času smo pa kupili tale Primat podjetje zraven centra Marov, katerega smo potem nadaljno porušili in zgradili velik supermarket v cirka 2000 kvadratnih metrov. Objekt velik, v katerem se tudi nahaja ta lokal, pizzerija, ki pa še danes naša last. Ostali del smo prodali. Leta 2008 je bila otvoritev tega centra, bom rekel, tega supermarketa. Lani smo pa zaradi razmer na trgu in prodaje Grotuša, ki je bil naš pogodbeni trg, bili primorani ta objekt prodati. Leta 2005 smo tudi odprli, zdaj letos je glih 20-letnica, trgovino v Striču ob Dravi, katero smo pa z letošnjim letom tudi zaradi, kot sem že omenil pred, zaradi tega prodaje samega Grotuša, tudi prišli k drugemu, bom rekel, franšizerju, pogodbeniku, se pravi podjetju Špar Slovenija. In smo tudi letos aprila imeli to otvoritev, smo tudi trgovino nekaj povečali, nadgradili in opremo zamenjali in vse tako naprej, da je trgovina, kar bom rekel, zelo lepa za tisti kraj, tudi za dosti velika. Kaj delamo danes? Tu še mi je ostal objekt, zdaj sicer se ne vidi, objekt, katerega smo prej imeli skladišče zraven tega supermarketa. Smo imeli skladišče pijač, ker mi se tudi bavimo tako eno vrsto veleprodaje, ko zalagamo nekaj gostinskih lokalov, kar nekaj tu po Ormožu, pa še izven. In to še je pol ostalo, da delam iz tega tu iz Ormoža. Delamo, se pravi, zalagamo te gostilne. Kaj drugo, čem reči, malo se podjetje tu začelo baviti z nepremičninami, gradili v Ormožu več stanovanjska objekta na lokaciji bivšega vulkanizerstva Kosi Jakoba. To je zdaj ena takva investicija, kjer smo še v bistvu, da vložimo tudi, vem, da Ormož potrebuje take zadeve in tudi lokacija super. V Ormožu je vedno boljše. Vedno boljše, se vidi, da se tudi nekaj dogaja, se gradi, se pravi, se več ljudi, se giblje, s tem je tudi povezana vsa prodaja, pa ne bo v trgovini, pa ne bo tudi v lokalu. Najprej zahvala vsem trem, čestitke že za vse opravljeno, da pa vidimo, kaj piše tukaj v kovarte. Kdo pa zmagovalec? Zmagovalec pa je podjetje Prednost d.o.o. Podjetje Krap d.o.o. in podjetje Agamas 5 d.o.o. pa sta prejeli priznanje za najuspešnejši podjetji v letu 2024. Za popestritev prireditve sta poskrbeli pevka Karmen Hanželič in pianistka Blažka Garmut. So jim sva stala, ko spoznala sva se tisto noč. Vsa v luči sijala je obala, bo svetal za brodom plaval brod. Vsa v luči sijala je obala, bo svetal za brodom plaval brod. Ribič, ribič me je ujel, ali ujel me na mrežo, ujel me je le z besedo in s črnimi očmi. V okviru občinskega praznika občina Ormož je potekal tudi dan turizma, ki ga organizira Javni zavod za turizem, kulturo in šport. Razen celodnevnih dejavnosti na temo turizma se je dan zaključil s slovesnostjo, kjer so razglasili najturističnega ponudnika v letu 2024. Teritorialna blagovna znamka Jeruzalem Slovenije je bila vzpostavljena po modelu izvorno slovensko. Gre za odlično dodelan koncept, v katerega je vse od začetka vzpostavitve do danes bilo vloženega veliko truda, ki se dobro obrestuje in postaja vse prepoznavnejši. Dan turizma je bil namenjen ponudnikom, ki jih je uvodoma pozdravila Simona Cizar iz Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport občine Ormož.
cenjene dame, cenjeni gospodje, destinacija Jeruzalem, Slovenija je zelena zgodba uspeha. Vaša prizadevanja za ohranjanje okolja, vključevanje lokalne skupnosti ter ponujanje pristnih doživetij so ključni gradniki zelene destinacije, ki jo skupaj ustvarjamo. Zeleni turizem ni le vizija prihodnosti, je že danes osrednji del naše prepoznavnosti in konkurenčnosti na turističnem zemljevidu Slovenije in širše. Turistična podjetja, kot so vaša, ustvarjajo identiteto našega kraja. S tem, ko gostom ponujate kakovostne, trajnostno naravnane storitve, gradite zaupanje in dobro ime destinacije. V destinaciji, ki si prizadeva za trajnostni in avtentični razvoj, ima najvišja lokalna kakovost posebno mesto. Skozi vodena doživetja obiskovalcem ne nudimo le hrane, temveč interpretacijo narave, kulturne krajine, zgodovine in običajev. Sledila sta strokovni predavanji sodelavcev Akademije Izvorno slovensko Provital d.o.o. Najprej doktorice Tanje Lešnik-Štuhec, ki je spregovorila o teritorialni kolektivni blagovni znamki Jeruzalem, Slovenija in njeni prihodnosti. Potem pa še Marka Slapnika, ki je predstavil možnosti interpretacije narave in dediščine v turistični ponudbi, skozi takšne zgodbe, ki enostavno terjajo nadaljevanja. Prireditev je zbranim v Ormoškem domu kulture prinesla kulturni program, v katerem so sodelovali učenci glasbene šole Ormož ter nagovora župana Danijela Vrbnjaka ter direktorja Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Andreja Vršiča. Višek pa je predstavljala razglasitev najturističnega podjetja v občini Ormož za leto 2024. Dame in gospodje, prejemnik priznanja najturistično podjetje v občini Ormož za leto 2024 je turistična kmetija Püklavec iz Zasavcev. Pri nas. Kar naprej, izvolite.
Turistična kmetija Püklavec ima teritorijalno kolektivno blagovno znamko Jeruzalem Slovenija za 2 kategoriji. Hiša vina, kar predstavlja 3. raven po modelu izvorno slovensko in ima status ambasadorja destinacije Jeruzalem Slovenija ter kategorijo za jedi in pijače postrežene na gostinski način. V letu 2024 je kmetija z 20 posteljami ustvarjala več kot 1500 nočitev. Na kmetiji delata Blaž in Barbara ter kruh dajeta še 5 zaposlenim in njihovim družinam. Lani je kmetija ustvarjala več kot $500 000 prihodkov. Kmetija Püklavec ni zgolj kraj oddiha, temveč prostor, kjer se tradicija prepleta z inovativnostjo. Vsak gost, domač ali tuj, se tu počuti sprejetega kot del družine. S številnimi dogodki, povezovanjem z lokalnim okoljem in vztrajnim delom na področju trajnostnega turizma, kmetija pomembno prispeva k razvoju turizma v občini in širše. Zato z velikim ponosom podeljujemo priznanje za najturistično podjetje v občini Ormož za leto 2024 turistični kmetiji Püklavec. Za zgledno delo, ki bogati našo skupnost in s toplino odpira vrata obiskovalcem iz vsega sveta. Kar se tiče športnih dogajanj, je za nami tudi letošnji Ormoški nočni ulični tek, ki ga organizira Atletski klub Ormož. Letos je bil že 22. po vrsti. Organizatorje je navdušilo rekordno število tekmovalcev. Letošnjega 22. ormoškega nočnega uličnega teka, ki tradicionalno poteka na večer pred dnevom državnosti, se je udeležilo 280 tekmovalcev. Otrok, družin, ekipe različnih društev ter ženske in moški. Prireditev se je začela s tekom otrok rojenih leta 2014 in mlajših, ki so po ormoških ulicah pretekli 550 metrov. 550 metrov. Sedemindvajset nastopajočih, odličen čas, minuta 15 zaenkrat. Bravo. Nika Šoštarič. Ja, odličen finiš tudi pri Pati. Ja, Aljaž Krajnc. Odličen tek smo spremljali. Aljaž Krajnc in pa Nika Šoštarič pa najhitrejša. Prav vsi pa si seveda zaslužijo aplavz. Nekateri so tudi letnik tam 2017. Bravo. Odlično. Pa še najmlajši najbrž. Torej na prvih tekih zmaga za Aljaža Krajnca in pa Niko Šoštarič. Vse pa je že nared tudi za start letnikov 20 in mlajših. 2 kroga, 1100 metrov. Boš Bojan ti še malo pravila razložil, ne? Meta Bezjak in pa Klara Šoštarič se borita za najvišji mesti. Meta Bezjak, Atletski klub Ptuj
na drugem mestu Klara Šoštarič, ki prihaja iz Ljubljane. Pa v cilj je prišla tudi Ana Kodila iz športnega društva Sloparca. Pa potem imamo najhitrejšega fanta. To je Žiga Simončič, ki prihaja iz atletskega kluba Medvode. Ja, tudi ostali si zaslužijo aplavz in spodbudo. Ja, posebno pohvalo pa si zasluži športno društvo Sloparca, ki je danes prišla na ta tek z daleč največ tekmovalkami. In pa aplavz tudi za Nika Goveka, ki je kot drugi končal tek pri fantih. Ja, odličen tek, torej tudi tukaj. Pri deklicah Meta Bezjak, prvo mesto, Klara Šoštarič drugo mesto in pa Ana Kodila tretje mesto. Pri fantih Žiga Simončič prvi in pa Nik Govek na drugem mestu. Ja, vse je že počasi nared. Alež najbolj nas zanima število družin. 13 družin nastopa. Vsaka čast, res še enkrat čestitke na takšni odlični udeležbi. Teče se dva kroga oziroma 1100 metrov. Družina Šmigoc, Stanko Šmigoc in Rok Šmigoc. Zmagovalca torej 22. ormoškega uličnega nočnega teka. To bo zdaj zanimivo, ker smo rekli, morajo priti skup po cilj. In družina Pintarič je druga. Na tretje mesto pa družina Kristel, Kaja, Tija, Taja in Kim. Torej, pri družinah, družina Šmigoc, zmagovalka, na drugem mestu družina Pintarič in pa na tretjem mestu družina Kristel. Pet trojk upravne enote, gremo, startamo počasi. Torej, 12 sodelujočih ekip, bravo. Tečemo pa 3x po 550 metrov. Tam, kjer teče punca, je 15 sekund bonusa. Ja, naj povemo, da tam, kjer so punce, tam je 15 sekund bonusa. Fakulteta za šport je osvojila prvo mesto, pa športno društvo KOP drugo mesto. A na tretjem mestu je PGD Pečarovci. Prvo mesto torej Fakulteta za šport, drugo mesto športno društvo KOP in pa tretje mesto, upam, da se ne bom zmotil, PGD Ključarovci, se mi zdi. Preden pa štartamo, pa še nekaj besed prosim župana občine Ormož, gospoda Danijela Vrmjaka, rekordna udeležba spet.
besed. Ja, res, lepo zdrav vsem skupaj, Meda občina Ormož, seveda se moramo zahvaliti vsem, ki so danes prišli. Rekordna številka, lepa videti Polon Kjaričič Vrtak, hvala lepa domačnemu atletskemu klubu, hvala lepa vsem, ki se trudite. Športnikom obilo uspeha, malo športne sreče, predvsem pa zdravja, pa brez poškodb, tako da želimo en lep večer v Ormožu, pa vabljeni na ostale prireditve. Polno uspeha še enkrat. Hvala lepa županu. Ja, številka je zopet odlična, 85. Torej 85 tekmovalk bo štartalo na 22. ormoškem uličnem nočnem teku. Ja, odštevamo. 3, 2, 1, start! Tečejo na 4000 metrov oziroma 5 krogov. Ob tej priložnosti pa naj povem, da bo pri moških tekmovalo kar 90 tekačev. Torej spet ena vrhunska številka. Ja, zdaj pa že prihajajo v zadnji krog tiste najhitrejše. Nina Gumanc, Anja Bezlaj druga, Teja Faber tretja in četrta Simona Jambrošič. To so torej 4 najhitrejše. Ja, zdaj pa prihajajo najhitrejše. Odličen šprint in pa zgleda na koncu Anja Bezlaj. Torej zmaga Anje, na drugem mestu Nina Gubanc in pa na tretjem mestu Teja Faber. To so 3 najhitrejše. Na četrtem mestu Simona Jambrošič. Časi tam 13:45 do 14, kar so tudi glede na današnje vremenske pogoje odlični časi. Tako tudi Ines Vrnjak je zaključila svojim tekom na 4000 metrov. Ja, zdaj pa gremo kar takoj na start že moških, torej nastopajoči, že lahko počasi pridete na start. 90 tekmovalcev gre na progo, dolgo 4800 metrov. Tako mi smo pripravljeni. Zdaj bomo odštevali. 3, 2, 1, start! Ja, prav za 90 nastopajočih. Ja, Domen Hafner gre v zadnji krog. Ja, novi tekmovalci, ki grejo v zadnji krog. Jan Kramer, številka 63, Aljaž Novak. In pa pozdravimo zmagovalca, Domen Hafner, zmagovalec 22. ormoškega uličnega nočnega teka, 14:45 in pa drugo mesto Tjaše Pelko. Poglejmo zdaj, kdo bo na koncu tretji. Jaz gleda, da bo Ante Živković vseeno obdržal tretje mesto pred Miho Povšičem. Ante Živković, tretji, Miha Povšič, kljub odličnemu zadnjemu krogu četrti, Domen Hafner pa zmagovalec.
župan Daniel Vrnjak, 24-54. Nič bomo šli kar k podelitvi. Najprej dekleta, in sicer letnik 2014 in najmlajše. Tretje mesto Tita Krabonja, športna šola Dada. Zdaj, dečko, malo se obmekne, zdaj je cajt za deklina. Drugo mesto Lara Jerič, športno društvo Sloparca. Zlatko, te na stron. Ja, kaj se slikam, In pa prvo mesto prihaja iz Ljubljane Nika Šoštarič. Torej, aplauz za najmlajše Tita Krabonja, tretja Lara Jerič, druga in Nika Šoštarič na prvem mestu. Gremo k fantom, 2-14 in mlajši. Tretje mesto Dion Tori, športno društvo Sloparca. Drugo mesto Luka Zidarič, športna šola Dada in pa nogometni klub Ormož. Prvo mesto Aljaš Krajnc, PGD Saci. Torej Dion tretji, Luka drugi, Aljaš prvi. Ibek. Ibek, hodi. Gremo k otroškim tekom za dekleta, 20 in mlajše. Tretje mesto Hana Kovdila, športno društvo Sloparca. Drugo mesto Klara Šoštarič, Ljubljana. In pa prvo mesto Meta Bezjak, atletski klub Ptuj. Tretje mesto torej Hana, drugo Klara in prvo mesto Meta. Pri fantih, ki sledi, smo imeli dva nastopajoča in Nik Govek je osvojil drugo mesto. Prvo mesto Žiga Simončič, atletski klub Medvode. Torej Nik drugi in Žiga prvi. Selimo se k podelitvi družin. Tretje mesto družina Kristel, Kaja, Tija, Taja in Kim. Drugo mesto družina Pintarič, Ana in Gorast. Prvo mesto pa je osvojila družina Šmigoc, Stanko in Rok. Torej bronza Krislove, Kajo, Tijo, Tajo in Kim, srebro za družino Pintarič, Ana in Gorazda, Stanko in Rok, družina Šmigoc pa sta osvojila zlato koleno.
Še enkrat zelo pohvalno, 12 družin je nastopilo na letošnjem teku. Prav tako 12 ekip je nastopilo na teku društev upravne enote Ormož. Tretje mesto je osvojila ekipa PGD Ključarovci, druga ekipa Sergej, Aljaž in Klara. Drugo mesto je osvojilo športno društvo KOK, Mojca Bedekovič, Lea Polanec in Eva Rakuša. In pa zmagovalci, Fakulteta za šport, Blaž Jurgec, Jan Kuzma in Gašper Turk. Torej, zlato za Fakulteto za šport, srebro za športno društvo KOK in bronza PGD Ključarovci, druga ekipa. Tako gremo k ženskam na podelitev, 4000 metrov, 8 jih bo nagrajenih. 8. mesto Neža Jarc. 8. mesto Neža Jarc. Free Life. Potem 7. mesto Zala Rus. Šesto mesto Iris Jambrišič, teka maraton Varaždin, torej 6. mesto Iris Jambrišič. Ormožanka, članica atletskega kluba Ormož, Andreja Gorčan je osvojila 5. mesto. Čakamo Andrejo Gorčan. 4. mesto Simona Jambršič, atletski klub Sloboda Varaždin. Prva, ki bo stopila na stopničke, je Teja Faber, atletski klub FIT. Drugo mesto Nina Gubanc, atletsko društvo Žak. In pa zmagovalka letošnjega teka Anja Bezlaj, atletsko društvo Štajerska. Čas zmagovalke 13:38. Še en aplavz torej za Anjo Bezlaj, Nino Gubanc, Tejo Faber, Simono Jambršič, Andrejo Gorčan, Iris Jambršič, Zalo Rus in pa Nežo Jarc. Gremo k podelitvi za moške. 8. mesto Nik Slatenšek, atletsko društvo Slovenska Bistrica. 8. mesto Nik Slatenšek.
7. mesto Martin Močnik, Slow Maraton. Šesto mesto Matej Fujs, tim Maratonec. Peto mesto Jan Kramer. Četrto mesto Miha Povšič, Atletski klub Sevnica. Bron pa pripada Anteju Živkoviču, Atletski klub Fit. Srebro je pripadlo Jašu Pelku, Atletski klub Sevnica. In pa prvo mesto Atletsko društvo Železniki Domen Hafner. Čas zmagovalca 14:46. Pozdravimo še enkrat torej junake tega ormoškega uličnega nočnega teka. Prvo mesto Domen Hafner, drugo mesto Tjaž Pelko, tretje mesto Ante Živkovič, četrto mesto Miha Povšič, potem Jan Kramer, Matej Fujs, Martin Močnik in pa Nik Svatenše. Pa za konec še naj povemo, da je bil tek znova rekorden. Vse skupaj je nastopilo 280 tekmovalk in tekmovalcev, lani je bil rekord 200, torej letos kar 80 sodelujočih preveč. Aplavz torej Atletskemu klubu Ormož. Mi pa se vidimo in slišimo prihodnjo leto na 23. Ormoškem uličnem nočnem teku. Hvala lepa za vašo udeležbo, sodelovanje in upamo, da vam je bilo všeč tukaj pri nas v Prlekiji oziroma v Ormožu. To je bila 1142. oddaja in zadnja pred dopustom. Naslednja z novimi dogodki bo na sporedu zadnji teden v avgustu, ta čas pa vas vabimo, da si v siceršnjih rednih terminih ogledate ponovitve, če ste morda katero zamudili ali pa za obujanje spominov. Želimo vam prijetne poletne dni in se vam zahvaljujemo za pozornost, ki nam jo namenjate. Pa srečno!